Drugi narodi imajo kralje in cesarje in tako naprej. Mi imamo pa res samo svojo kulturo. In kar je osnova za našo osamosvojitev in tudi za našo državnost. Torej, tega jaz nisem to prvo izrekel, ne, to misel so že omenili drugi. Menim, da je rušenje kulturnih spomenikov, kar bi se lahko zgodilo v primeru tržnice, v primeru Plečnikovega stadiona, da je to direktno spodkopavanje temeljev naše državnosti. Obstojajo slovenski pravni akti glede zaščite kulturnih spomenikov, z ozirom na Plečnikov stadion, potem so mednarodne konvencije o arheologiji, ki jih je Slovenija ratificirala. In če hočemo imeti pravno državo, je treba te pravne akte spoštovati. Načrti gradnje garaže, po tržnico in tisti Pečečnikovi načrti za štadion tega ne upoštevajo in kot je navedeno v pismu vladi, ki ga je napisal Zbor za republiko, je osnova države pravna država in Zbor za republiko pač poziva vlado, da to udejanja. To je vse, kar sem jaz hotel povedati za začetek. Kot sem že rekel v začetku, novinarska konferenca bo trajala, pričakujem, manj kot 1 uro. Dr. Prelovšek bo potreboval 15 minut, mogoče 20, ne, 15, dobro. Arhitekt Kovač tudi približno tako, potem, če bodo še kakšna vprašanja. Tako da tisti novinarji, ki pač morate oditi pri 12, mislim, da tu ne bo nobenih problemov, kar se tega tiče. Še enkrat hvala, da ste prišli. Dr. Prelovšek, vaša beseda je vaša. Rad bi poudaril eno, pravzaprav pri nas stvari v kulturi niso urejene. Razmerje med tako imenovano živo kulturo in kulturno dediščino je pri nas popolnoma porušeno, kar seveda ne more biti temelj za neke normalne države. Vzajmo samo recimo, koliko daje na Češkem za varstvo in obnovo kulturnih spomenikov. Tam gre od proračuna, ki ga ima pravzaprav Ministrstvo za kulturo, gre 70%. Pri nas gre komaj dobra polovica 1%. Zato to pač ne more funkcionirati. Kar se tiče Plečnika, živimo v Plečnikovem letu, pejte samo čez tržnico, boste videli, kako nemarno so zamazali z betonom njegove, mislim, to se pravi to pred ob stolnici, njegov tlak, kako so v zadnjem, mislim, letos uničili njegovo sprehajališče ob Gradaščici. Videli boste pravzaprav, da mi do tega nimamo nikakršnega odnosa. Kar se tiče štadiona, je zadeva sledeča. Jaz sem bil nekaj časa, kratek čas, to se pravi na Ministrstvu za kulturo, odgovoren za kulturno dediščino. Meni je pa šel Pečečnik, gospod Pečečnik, in je pač rekel, da bi moja hčerka lahko, ki je arhitektka, da bi lahko predavala štadion. Mislim rekel, da to ne gre, na kar sem bil zelo hitro izven tega. Ravno tako je Pečečnik potem me tožil preko advokata Senice, da pač je bil tako razburjen, ker ne more svojega projekta izvesti, da ne spi in zato pač ima velike, mislim, zgubo v podjetju, ker hodi neprespano službo in hoče od mene 1 milijon evrov. To je bilo zelo nenavadno, pač ko so me odstavili z ministrstva, Pečečnika več nisem zanimal, pač, ker seveda nisem bil več
pomemben. Zdaj, če pogledamo, kaj je štadion. Štadion je to se pravi edina Plečnikova, to bi lahko rekli gimnastična ali pa športna, to se pravi stvaritev v Ljubljani. To je del Plečnikove Ljubljane. Ta štadion je pomemben v tem, kako je Plečnik znal narediti izpraščeno z najmanjšimi sredstvi v bivši gramoznici, kako je naredil velik športni objekt. Zdaj, mislim, kako je to potem prišlo v Pečečnikove roke, je spet druga zadeva, o kateri ne bi govoril na vsak način, pa tukaj ne gre za nikakršnih 20 milijonov, kot jih on zahteva, ker so te stvari pač potegnjene iz zraka, ni nobenih dejanskih stvari. Druga stvar je, ko je Pečečnik ta štadion dobil, ga je najprej ogradil, nato je potrgal vse nove žlebove bakrene iz Gloriete, podaril del zidu, zato da bi pokazal, kako v slabem stanju je, in potem je še odstranil vso drenažo. To se pravi zato, da se je štadion čim prej zarasel. Bil je, mislim, spomniško varstvo, tukaj ni reagiralo. Pač nekdo, ki je, recimo, da bi lahko rekel, da naredi tudi za določene usluge marsikaj, je pač dovolil, da se je ta štadion pač lahko prezidal in da je postal predmet nekega mednarodnega natečaja. Kot veste, je bil Pečečnik, mislim, navdušen nogometaš, njegov klub Interblok je pač uspeval, dokler ga niso potem enkrat dobili v tujini in je mogel, mislim, bil kaznovan zaradi prirejanja tekem in je predvidel velik štadion, da se pravi poglobitev v 3 etaže, mislim, in potem nadzidavo štadiona z določenimi objekti okoli. Na vsak način te stvari niso imele s Plečnikom nobene zveze in od Plečnika praktično ne bi ostalo nič več. To je bila tako imenovana obnova, strokovna obnova Plečnikovega štadiona. Na kar se je začelo s tem, da je pač gospod Pečečnik hotel imeti gradbeno dovoljenje in je na Akso vložil prošnjo z tem tako imenovanim zmagovitim natečajnim projektom, ki ga je dobil iz Nemčije. Mislim, da je bil nemški. No, in kaj se je zgodilo nedavno, je mesto Ljubljana zmanjšalo tudi pogoje glede hrupa, tako da je Arso izdalo to dovoljenje. To dovoljenje je predpogoj za dosego gradbenega dovoljenja. Zdaj pa se pogledamo, kaj se namerava graditi. Namerava se graditi štadion, ki bi bil po obsegu ravno tako velik, recimo, kot so Stožice, za vrsto drugih objektov, ki pač vanj absolutno ne sodijo. Mi vsi vemo, da danes tega ne bo, niti v sanjah se nihče ne predstavlja, da bi se lahko tak objekt zgradil, sploh kdaj. Zato, ker ni nobene potrebe. Potreba pa je po sosednjih vrtičkih, ki jih imajo fondovci, mislim, jih obdelujejo fondovci. To se pravi, tukaj gre v bistvu za 3 stolpiče stanovanjske, od katerih imajo popolnoma določeni ljudje svojo korist, medtem ko vse ostalo, kar se Plečnika tiče, popolnoma nepomembna postranska zadeva, ki ne bo nikoli uresničena. K temu stolpičem je treba prišteti še nekaj podzemnih garaž, ker brez tega ta stvar ne more funkcionirati. In to je ta obnova, ki jo gospod Pečečnik predvideva. To se pravi, gre za oseben interes nekoga ali pa manjše skupine ljudi, mislim, zainteresiranih, ki bi na račun splošnega dobra hotel, mislim, uveljaviti svoje interese, kar se v Ljubljani žal prepogosto dogaja. Zato se zdaj sprašujemo lahko, ali je res mogoče, da nekdo zaradi tega, ker hoče graditi nekaj stanovanjskih stolpnic v okolici stadiona, res moramo uničiti cel stadion in se ne brigamo za njegovo obnovo. Ta stvar je zelo lahko rešljiva, zaradi tega, ker je mestni svet pravzaprav Pečečniku dovolil, da če v enem letu, oziroma je bila pogodba sklenjena, da če v enem letu ne spravi skozi svojega projekta, se ta stvar vrne na začetno točko. Medtem ko sedaj mesto niti Pečečnik o tem noče niti slišati. To se pravi, tukaj gre za posiljevanje vseh nas z nekim predlogom, ki služi samo določenim osebnim interesom. Kot veste, je leta 2008, ali pa mislim 2009,
ministrica za kulturo Majda Širca ta stadion dvignila v spomenik državnega pomena. Spomenik državnega pomena pomeni to najvišjo kategorijo v naši spomeniški praksi in prav bi bilo, da bi se pravzaprav začela država zanimati za to. Ne pa, da država to prepušča. Minister se je izgovarjal, to stvar zasebnega lastništva in tako naprej, da se država ne more v to vtikati. Zelo se čudim, kako je to mogoče, da pri nas pravzaprav nihče zakonov ne spoštuje, popolnoma vsakomu vsem, da je vse prijave, ki so bile narejene za Inšpektorat za kulturo in medije, so praktično obvisele v zraku in pravzaprav nihče ne reagira. Vsi čakajo samo na to famozno prenovo, po kateri naj bi se stadion Plečnikov vzpostavil tako, kot je bil. Vsi pa vemo, da je tam na tem prostoru bistveno več stvari, ki popolnoma ne sodijo v Plečnikovo delo. Moramo tudi vedeti, da je Plečnik danes svetovno znan arhitekt, ki ga poznajo v vseh strokovnih krogih, pravzaprav na vseh velikih univerzah in da to hodijo si ogledovati Plečnikova stvari v Ljubljano, pravzaprav iz celega sveta. Nedavno je, to se pravi Turizem Ljubljana, izdalo tudi, mislim, neko karto Plečnikove Ljubljane, kjer so spustili vse stvari, ki so v slabem stanju. To se pravi, tam tudi stadiona ni. Jaz ne vem, kam lahko pridemo. Poglejte, v zadnjem času se je marsikaj dogodilo. Dogodilo se je to, da so pravzaprav uničili so, mislim, stalno se uničuje luči v Tivolju Plečnikove, stalno se uničuje kipec pred Kazino, ki je zdaj že čista navadna plastična kopija, ampak že te ga pravzaprav večkrat ni. Uničili so, to se pravi, ukradli in uničili so spomenik Šlajmarju v Šlajmarjem parku, ki ga je uredil Plečnik in tako naprej. Prenovili so Plečnikovo hišo, iz katere je izginil alpinum, ki je bil, v katerem Plečnik gojil vse te rastline, ki jih je dobival od svojih, mislim, iz Prage, od svojega prijatelja Rotmajerja. Obnove so fasado v takem stanju, kakor se je vsa svinarija skozi desetletja nabirala na njej. Danes je v hiši, v kleti je pravzaprav 10 cm vode, pravzaprav bazen. Cela hiša je poplavljena z vodo, kar pred prenovo tega ni bilo. Kljub temu so to stvar nagradili kot vzorno obnovo. Če pogledamo, kaj dela spomeniško varstvo po Ljubljani, hodite na Breg številka 10, na Tavčarjevo hišo, to se ne morete videti, to je karikatura vsega, kar se pravzaprav sploh lahko človek zmisli. Urbančeva hiša, tako imenovana, bivši Centrum Merkur, je uničen, uredila ga je pravzaprav neka konzervatorka, ki ima naslov svetnice konzervatorske in tako naprej. Vidimo, da je tukaj v naših institucijah marsikaj narobe in da je bilo treba te stvari na novo urediti in da se ljudje morajo zavedati, zakaj sploh imamo dediščino, kaj nam to pomeni, da je to temelj sploh našega nacionalnega obstoja, da so stvari starejše, kot je pisana beseda in da to dokazuje tudi o geniju našega človeka v davnih stoletjih. Pravzaprav danes je ta stvar bistveno bolj pomembna, kot je bila kdajkoli, ker je pravzaprav ogrožena ne samo naša, ampak tudi evropska identiteta. Toliko, mislim, če bodo še kakšna vprašanja, rade volje vam odgovorim. Moje ime je Milan Kovač. Jaz se ukvarjam s kulturno dediščino, zaščito kulturne dediščine in njeno prezentacijo zadnjih 37 let. Deloval sem v glavnem v tujini, kjer sem tudi stalno živel. In moje delo je bilo v Egiptu, v Italiji, v Indiji in v zadnjih skoraj, bi rekel, 15 letih sporadično na Kitajskem. V Sloveniji nisem kaj dosti napravil, razen zimsko zaščito rogovega vodnjaka, kaj dosti ostalega vsaj v Ljubljani ni. Ampak vse skozi sem sledil, kaj se dogaja z arheološko dediščino, glavno v Ljubljani. In to, kar se je dogajalo in kar se še dogaja, to se reče barbarsko uničenje kolišča na Špici, potem uničenje, bi rekel, prazgodovine in Emone na Kongresnem trgu. In zdaj zadnja stvar, ki je tukaj aktualna, je pač zadnji ostanek srednjeveške dediščine v Ljubljani sploh, ki še ni raziskana in uničena, je območje
pod tržnico in okolico, bližnje okolice. Ljubljana je napravila, mestna občina Ljubljana je imela nek natečaj za ureditev tega območja, mislim, že leta 2008. In po tem natečaju bi se torej uničila celotna arheološka dediščina. In ko so začeli arheologi izkopavati, sva midva s kolegom Kerševanom napravila predlog, kako zaščititi vsaj tisto, kar je izkopano, to je bil pa takrat aktualen Barbakan, in napravila projekt, ki ga je občina registrirala, je bil sestanek na občini z velikim komitejem, in z ta projekt so pa enostavno potem dali drugemu arhitektu, ki je napravil kopijo tega, kar sva midva s kolegom Kerševanom naredila, torej čisti plagiat. Potem sva midva skozi sledila izkopavanju od same cerkve Marijinega nebovzetja, potem detaljno izkopavanje Barbakana in pa potem tudi območja teh grobnic, Auerspergove grobnice Torjaških, in pa ta masovno grobnico, kjer je okoli 250 skeletov iz srednjega veka. To je izredna in edinstvena najdba, s katere se da ogromno izlučiti, od zdravja iz takratnih ljudi in tako naprej z moderno tehnologijo. Tudi to je bilo odstranjeno in pa potem so napravili teste in ugotovili, da so kleti srednjeveškega samostana, ki je tam bil do konca 17. stoletja, so še vedno ohranjene. Kaj se je namreč zgodilo, da tam so bili frančiškani od 12. stoletja dalje in te frančiškane so potem koncem 17. stoletja po Jožefinski reformi prestavili na današnjo lokacijo pri Tromostovju. Zgradbo samostana je pa postala prva univerza v Ljubljani za časa Ilirskih provinc. In to je bila vse do potresa 1895, ko je bila zgradba samostana tako poškodovana, da so jo porušili. In seveda so porušili, kar je ostanke ruševin nad zemljo, kar je bilo pa pod zemljo. Tega se takrat v tej množici porušenih objektov v Ljubljani nihče ni ukvarjal in so enostavno nastalo je plato, na katerem je današnja tržnica. Pod to tržnico je pa ohranjena srednjeveška dediščina. In tako smo midva iz vsega tega, kar je bilo, se lahko sposobili. Kar je bilo napravila projekt, je nekakšna sinteza tega pravzaprav skoraj 7-letnega dela, ki so ga imela s tem območjem, in gre za rekonstrukcijo in pa za predstavitev vzhodnega obzidja od vodnega stolpa mimo Barbakana in teh kloštrskih vrat, potem do drugega stolpa, ki je še ohranjen tam pri žičnici, do samega gradu. Tudi vsi ti ostanki so še vedno vidni, če se peljete žičnico na grad. To se reče, celotno to obzidje, vzhodno obzidje je mogoče ohraniti. Jaz sem ta predlog predstavil v organizaciji European World Towns na Nizozemskem oktobra lani, in oni so napisali pismo gospodu ministru in gospodu predsedniku, da je to pač treba ohraniti in da upajo, da se ta garažna hiša, pa to, ker je bilo to vzrok, da se bi to rušilo, da se ta projekt ustavi. Rezultat tega pisma, mislim, da je bil ta zadnji projekt mestne občine, kjer je predstavila uvoz v garažo iz tega dela pri Marovi hiši do sedaj v ta del na tržnico med samo Marovo hišo in Plečnikovimi arkadami. To je velik napredek, lahko rekel, ki omogoča
izdelavo, rekonstrukcijo Barbakana, pa tega mestnega obzidja z mestnim jarkom na zgornjem delu. Seveda, ta spodnji del dvojno obzidje, srednjeveško obzidje, bi se pa z obnovo, kako smo videli na videoposnetku, ki se predvaja neprestano na avtobusih, ker je vidno, da se ta del pač ruši, ga ni. In to je tisto, kar bi lahko rekel, da midva sva s tem zelo začudena, ker Marova hiša je zgradba, ki ni imela nikoli fasade proti tržnici, tam je bil že srednjeveški muzej med srednjeveškim samostanom in pa Marovo hišo je pa bil najstarejši botanični vrt v Ljubljani, ki ga je maršal Marmont odprl za časa svoje uprave v Ilirskih provincah. No, zato tudi midva misliva, da je ta čisto nepotrebno kakršenkoli dodatek prizidava Marovi hiši. Še bolj čudna zadeva je pa vse skupaj, da je bil ta najprej to, naj bi bil hotel. Hotel je bil že za časa Avstro-Ogrske. V tem hotelu je bil celo srbski kralj prenočeval, pa španski kralj, pa tam je imel svoj urad advokat, pri katerem je delal Prešeren. In to so seveda bili hoteli, obokane manjše sobe z straniščem na koridorju na Štrbun, kakor je bilo vse tedanje zgradbe. In to sanirati v eno moderno zgradbo ni poceni, to je zelo draga stvar. Vrhu tega Marova hiša je zgrajena na samem obzidju, podpira se na samo obzidje, na drugi del zgradbe pa stoji na trdih tleh. Med tem je bil pa seveda nekoč srednjeveški jarek, obrambni jarek, ki so ga zasuli in tako je ta del zelo mehek. Zgradba je popolnoma nestabilna, vrhu tega se je gradila še v etapah, tako da je sploh vprašljivo, kaj bi se s to v primeru, da bi se ta zadeva odstranila, sam obzidi, kakšni posledica tega bi bila. Seveda se z moderno tehnologijo da narediti marsikaj, to da to niso poceni stvari. Še hujše pa potem ta čudna zgradba prizide k Marovi hiši na samo tržnico, ki bi bilo zelo lep okras, recimo v Kiruni, to je lesena zgradba, lesena fasada, ampak nikakor ne spada v srednjeveško Ljubljano. Vrhu tega je še to čudna zadeva, to naj bi bil najprej hotel, potem je bilo rečeno, da je to zdaj, da bo to gradila mestna občina z davkoplačevalskim denarjem in tukaj bi naj nastala pravzaprav ena enota mestne uprave, mestne občine. To se reče uradi. Za urade so res potrebna parkirišča in sicer ne samo za zaposlene, pač pa tudi za obiskovalce, ker obiskovalci v upravno enoto, kjerkoli je, prihajajo z avtomobilom z območja cele Ljubljane, medtem ko za tržnico parkirišča sploh niso potrebna. Ljudje pridejo iz stare Ljubljane za košarico, nakupijo, če pa kdo hoče imeti kakšne gajbe, paradižnikov, je pa seveda lahko se odpelje v Biteci. Tam dobi veliko cenejše v velikih količinah sadje in zelenjavo in pa ni problema s parkirišč. To se reče tiste malenkosti, ki so pa potrebne seveda za prenovo tržnice, ki mora biti. Zato je pa čisto dost enostavno, da se sanira klet in pritliče Marove hiše v pokrito tržnico z atrijem in pa potem seveda ta del, ki ga imajo oni tukaj rampo med Plečnikovimi arkadami in Marovo hišo, tja seveda ne spada, ker ta ambient
med Marovo hišo in Plečnikovo je pravzaprav en del ambienta same arhitekture, ki jo je predvidel Plečnik. Ne. In če bi bil pa vhod v ta del, bi rekel garaže ali pa kakršnekoli pokrite kleti, ki je potrebna seveda za posodobljanje tržnice, se bi lahko napravil pod mostom, pod Kopitarjevo ulico pri Zmajskem mostu in bi prišel potem ta del, da bi se tudi napravil možnost, da imajo tudi Plečnikove arkade dostopa do tega, ker te danes arkade nimajo skladišč od zgoraj dostopnih in pa seveda tudi smeti in vse ostalo. Ne. Ampak to se da pa tudi na drug način rešiti, ne, ker ti kamioni, ki bi naj prihajali zaradi tržnice, sploh nimajo kaj dosti iskati tam. To se lahko napravi kakor povsod v Stari Ljubljani in povsod, kjer je parkiranje prepovedano, dostavo in odvoz v določenih obdobjih. Ne. Medtem ko, če se tudi ta rampa opusti, je še vedno mogoče napraviti kontakt s kletjo z liftom, z dvigalom, ki bi se lahko tudi namestil v eni rekonstrukciji, manjši rekonstrukciji tega vodnega stolpa. Tako da v resnici za tržnico niso potrebna parkirišča. Za same obiskovalce tržnice. To ni potrebno. Če kdo hoče, lahko tudi v bližini praznih garažnih hiš, kjer so parkirišča prazna, lahko tam parkira. Če gre pa svojih 20-30 metrov peš, pa ni katastrofa. Ne. Vrhu tega, če že bi morale biti garaže za karkoli, ne, potem je še vedno najboljša alternativa garaže pod gradom. Ne. S tunelom je ta geologija gradu grajskega hriba popolnoma jasna, da to ni nobenih pravzaprav težav graditi garažo v tem mestu. Na tem mestu, vrhu tega so ti garažni prostori polovico cene, kot recimo na Kongresnem trgu. To pove nam izkušnje iz recimo Salzburga, ki ima podobno rešitev. Ne. In je vprašanje, zakaj mestna občina ne razišče vse alternativne možnosti, pač pa vztraja na gradnji teh garaž. Kaj je razlog tega? Ne? Ker tu ni nobene logike. Dvakrat toliko plačati za garažno mesto, ogrožati vse okoliške stavbe, to se reče od semenišča, od prebivališča nadškofa, pa vse do cerkve in vse zgradbe ob grajskem zidu, tam, kjer zdaj vodnikov hram, ki bi bile ogrožene. Vsi vemo, da je bil dostop do navodnjavanja tega obrambnega jarka s potokom izpod grajskega hriba. Tega potoka ni več, je poniknil, ampak je to še vedno podzemni tok. In garaža sama je čisto enostavno jez. Ko se ta jez tja postavi, voda bo šla nekam, ne bo zginila, bo šla na levo, bo šla na desno, to nihče ne ve. Ampak v letih, ki prihaja, bo spodjedla pesek, na katerem stojijo te zaščitene zgradbe in prišlo bo do posedanja. Ne? In posedanja in razpoke, kakor se dogaja že zdaj na Kongresnem trgu z Uršulinsko cerkvijo in z Uršulinskim samostanom in vsemi zgradbami na tem območju, kjer vdira vodo, kjer poka tlak in tako naprej. To je pač tudi posledica vode, ki vdira z druge strani, izpod Tivolija not. Tako da je tudi toliko nelogičnosti, kar bi moral vsak, ki planira zgradbo, ki je zadolžen za finance poiskati najboljšo in najcenejšo rešitev. Tu se pa vztraja na tej garažni hiši pod tržnico. Kaj bi pa ta garažna hiša uničila?
Tu v tem delu samostana, tukaj not, je dokumentirano v arhivih frančiškanov. Tu je 17 grobnic plemiških družin in takratne noblese z 280 dokumentiranimi osebami, ki so tam pokopane. Ne? In to bo ravno tako, kot Auerspergova grobnica tam odkrito pri tem, ampak seveda tudi uničeno, ne, če se tam garažna hiša gradi. Tako da je tukaj toliko nelogičnosti in meni popolnoma nerazumljivo. Midva poskušava s kolegom, zdaj že 8 let, bi skoraj rekel, župana prepričati, da bi si vzel 4 ure časa, pa poslušal predstavitev, kaj midva bi želela napraviti kot alternativo. Seveda ni to, bi rekel, kar se mora narediti, ampak je to logična posledica vsega, kar je do sedaj odkrito in kar vemo, kar še bo, kar je tam od spodaj. Ampak župan za noben dialog ni pripravljen. Midva sva prosila, da to javno razgrneva, to najne predloge, skupaj z vsemi ostalimi predlogi in tudi tega nama ni dovolilo. Ne mestni muzej, ne mestna občina. Kljub temu, da sva to prosila pismeno in pa tudi v javnih obvestilih. Ni vama nobene možnosti te predstavite, to je popolna blokada. Ne? In to seveda v demokratični družbi ne bi smelo biti, posebno, ker tu ne gre za privatno investicijo, temveč za investicijo davkoplačevalcev. Kratko je tole tako napisano v tem kar so tukaj dala. Kar od župana želite, ko se bo odzval danes na... Kaj midva želiva od župana? Da si vzame pol ure časa, pa da midva to predstavima na mestni občini Ljubljana, županu, gospodu Koželju, in jaz bi želel pravzaprav tudi vsem njegovi politični stranki, ki ga podpira v vsakem oziru. Midva bi želela to javno razgrniti, ne samo to planšo, ampak cel razvoj vsega tega. Midva bi rabila en razstavni prostor, sva prosila župana, da to najin predlog prikaže istočasno z svojo rešitvijo. Potem pa se ta razprava nadaljuje strokovno in ne z video prezentacijo v avtobusih. Jaz take prezentacije arhitekturnih rešitev v življenju nikjer še nisem videl, čeprav živim v glavnem v tujini. Tako da meni to ni jasno, kako je to možno, zakaj se negira proti Aarhuški konvenciji, ki zahteva od oblasti participacijo javnosti, posameznikov in civilnih iniciativ. Tako pa je tukaj čist poslovna ta blokada. Midva bi tudi v sedanji predlagala, da župan razpiše ponovni arhitekturni natečaj za celo območje in da se rezultati tega natečaja prikažejo kakorkoli, vključno z najnima predlogoma. Tako da meni ta, bi rekel, zadeva popolna blokada, tu ne gre samo za to, ampak vse predhodne ideje, recimo zaščite kolišča, naprava in pa, da bi se tam napravil arheološki park Koliščarjev in potem prezentacija Emone in tako naprej. Vse to je bilo vse skozi negirano, nikoli nismo imela priložnost vseh teh letih, da bi to se javno razgrnilo in da bi se napravila ena debata, strokovna debata o vsem tem. Ker to je midva kaj hočeva, ni to vprašanje, midva nisva tukaj del civilne zaščite, pa tudi ne nobene politične stranke. Midva to delava kot arhitekta za zaščito kulturne dediščine in to pro bono. Midva nisva dobila nobenega denarja za karkoli v vse, kar sva naredila v vseh teh letih. Arhitekt, ki je pa napravil to famozno garažno hišo, pa to je do zdaj kasiral preko 3 milijone evrov. To je 6-krat toliko, kot recimo bi dobil član zbornice arhitekture na Švedskem, kjer jaz delujem.
Lahko še, pardon, samo eno stvar. Mislim, edino garaža ima edino smisel, ker je povezana to se pravi z krasijo. Ukolikor krasijo se proda za hotel, rabijo garaže. To je edin smisel. To se pravi, že spet gre za isto poseljevanje, kot gre pri štadionu in pa za popolnoma isto zgodbo, kot je bila za Kolizejem. V Kolizej veste, da zakaj so ga, mislim, tam je bil ravnsko natečaj, bila je obljubljena velika koncertna dvorana, to je bila vse predveza za to, da danes imamo stavbišče, kjer je prosto čisto vsega. To se pravi, gre že spet za, bi lahko rekel, mislim, koruptivno dejanje v svet Ljubljane in to je treba enkrat preprečiti. Kako komentirate druge zadnje posege v mestu župana? Ja, midva v glavnem se ne ozirava kaj dosti na kar se v Ljubljani dogaja z ostalimi projekti. Naj v glavnem zanima zaščita in prezentacija arheološke dediščine. Ker to, kar se enkrat uniči, je uničeno zavedno. Tu se ne da napraviti ene rekonstrukcije uničene arheološke dediščine. Druga stvar nama je pa seveda tudi, kar so poskušala parkrat prikazati, je pa zaščita arhitekture našega Plečnika. Iz tega izhaja, če človek pogleda samo recimo tole na Ajšpergovi ulici, tako imenovani zadnji spomenik Plečniku, ki je igralo, kjer lahko ta profil Plečnikova, vsi otroci tam razganjajo sem pa tja, kar bi bilo seveda treba odstraniti. To ni Plečnik. Če je to igralo, naj se napiše, da je igralo. Ne pa, da je to sramotna upodobitev Plečnika ravno pred njegovo rojstno hišo, njegovo hišo, kjer je deloval. Lahko še to dodam, kako v Pragi cenijo Plečnika. Pravzaprav zdaj so obnovili, mislim, tam se stalno obnavlja, kar je bilo uničeno za časa Husaka, to se pravi komunizma, so zdaj Havlovo knjižnico kompletno dodelali, manjkalo je 30 cm, ker je bila knjižnica predstavljena na stropje višji, so zdaj to dodali, dali so iste lestence, ki so jih naše, naredili so nove, potem zdaj predvidevajo Plečnikovo alejo, ki bi bila od Praškega gradu bi pelala dol proti Devicam, kjer bi bila posvečena Plečnikov spomin in bi se tudi avtobusna postaja bi se imenovala Plečnikova postaja. Plečnikova ulica je v Pragi, v Ljubljani jo ni. No, če bi še pripomnil tole, tudi ta spomenik, bi rekel, spomenik sprave, ki še danes ni jasno, ali je spomenik sprave, ali je spomenik žrtev vseh vojn. To se reče padlim v vseh vojnah. Če je to kakršenkoli spomenik je tukaj s tem tudi uničen zaključek Plečnikove poti od njegove hiše mimo Napoleonovega spomenika pa Kongresnega trga in potem so bile predvidene propileje z prehodom v Knafljev prehod, v Knafljev v to južni park. Te profileje so nameščene zdaj z zidom, z betonskim zidom, tako da je ta ideja Plečnikovega, zaključek te Plečnikove urbane poti skozi Ljubljano uničen. Tega ni mogoče enostavno ta čuden spomenik, ki je tam nastal namesto dveh obeliskov, sta dve plošči, ki ničesar ne poveste. Je pa težko mišljeno. No, kar končajte, to ni predmet te konference. Je pa Plečnik, no dobro je. Jaz bi prosil tudi gospod Marinko Koretič, ona je zdaj kot trpežljivo sedela že 3/4 ure in poslušala oba dva govornika. Zdaj, gospa Marinka Koretič je, kot veste, vodila in še vodi civilno inicijativo Tržnice ne damo in se prizadeva za to, da bi tržnica ostala taka, kot je, brez garaže.
že vse mandate Jankoviča, od vsega začetka. 11 leto teče. 11 leto teče in prav v začetku njegovega prvega mandata je župan Jankovič gospod Marinko vlekel pred sodnika za prekrške. Zato, ker je stala pred magistratom, kakor tudi nekaj od nas. Pa smo bili čist tiho. Obtožba je bila, da je gospa Marinka kršila javni red in mir. Torej, edini, ki je kršil javni red in mir, je bil Jankovič, ki je prišel tja z eno tisto veliko troblo in govoril. Gospa Marinka je bila dvakrat pred sodnikom za prekrške in je bila oproščena na podlagi videa, ki ga je nekdo posnel in je bilo njemu jasno, kaj kdo takrat počne. Če ne, bi bilo pa obsojeno. No, skratka... preteklosti. No, povejte, prosim, še dvike. Tako, mi nismo proti obnovi tržnice, smo, da se obnovi. Tudi zato smo, da se prodajalcem omogoči talno gretje. A veste, pozimi je to grozljivka, da stojijo na mrazu in ledu. Ampak obnovitev tržnice, brez garaž, ker garaž ne rabi tržnica. Naj pusti parkiranje par tistih ljudi, ki pridejo z avtom 15 minut, tako je bilo, ampak ne. Pri nas je vse na prisilo, celo mesto Ljubljana živi pod prisilo. Za občane ni nič. Za tujce, turiste se pa dela. To lahko sami vidite, posebno tiste, ki živite v Ljubljani. Ampak da se vrnem k tržnici. Ta projekt garaž pod tržnico je zastarel. Tako kot smo slišali, tudi škodljiv. Ko bo nekoč denar, potem se tam lahko napravi muzej, tako kot je gospod Kovač povedal, nimamo nič proti. In tudi tam bi bile lepe trgovince, se lahko uredi za potrebe tržnice. Ampak ne zdajle. Ker vemo, da ko bo bager tam stal, če bi bager tam stal, v trenutku bi bila tržnica porušena. Tako ki bo Kongresen trg. Gre z bagerjem po celem trgu in je konc s tržnico. Skratka, nismo za to. Tudi dal bi se obnoviti, tako ki je rekel gospod Kovač, alternativne vire je treba iskati. Poglejte, Plečnikove tržnice, tlek so arkade, so imele od Zmajskega mostu pred časom, je bila tam ribarnica, ki se je potem kasneje premaknila. Ta ribarnica je zdaj gostinski lokal, bil zdaj spet sameva, ampak tam se da marsikaj urediti, tam so bile tudi hladilnice, tam se da marsikaj urediti. Samo ne. Forsira se obnova Marove hiše, smo že 2014 slišali na mestnem svetu, da naj bi se Kresija prodala. Jasno, lastnik bo potem spet hotel gradil tam, tako se je slišali, s tem, da pa Kresija je pa že davno, leta 2008 imamo zapisnik Zavoda za varstvo kulturne dediščine, Sveta Zavoda za varstvo kulturne dediščine, kjer točno piše, da se garaže gradijo za potrebe hotela Kresija. Imamo črno na belo. Tako da in to forsiranje garaž, posebej zdajle, pa še z davkoplačevalskim, to se pravi našim denarjem, vsakega od nas, se gradijo samo in smo prepričani samo za hotele. Namreč, ko bi bile garaže zgrajene, potem bi se te hiše dražje prodale in jasno, novi lastniki tam lahko gradijo hotele. S tem, da smo slišali, prosim, ni preverjeno, preverite, da je to hišo nad žitom, oziroma žitom, da je to hišo, vsaj eno nadstropje kupil Damjan Jankovič. Mi nismo preverjali, ampak en stanovalec je rekel, da je to Damjanova. To se pravi, spet jasno rabi, če bom turiste tam imel, rabi garaže, jasno. Nam so zadeve jasne, tržnica pa garaž ne rabi. In tam video je samo zavajanje ljudi, tam vidite, vsi vidimo, da za prodajalce ni nič narejenega,
da so klopi ravno tako za prodajo, drevesa so še nižja, ker v betonu, v tegeljčkih, jaz pravim, drevesa ne morejo rasti, to se pravi, bi imeli prodajalci še manj sence, za njih se pogoji nič ne spreminjajo, edin obnavlja se Marova hiša in pa garaže bi bile, ne, za dovoz, za avtomobile teh gostov. No, ne bi ponavljala to, kar je gospod Kovač rekel, čeprav Janković trdi, da bi bilo to za Marova hiša za potrebe občinske uprave. Tam noter gre zelo malo služb, to so sami občinarji nam rekli, da je to brez veze govoriti. Bi bilo smiselno, če bi bila ena stavba, kjer bi bile vse službe noter občinske. Cukrarna stara pa propada. Prosim? Cukrarna, ki je namenjena pa za še, občinske ja, službe pa propada. Ja, toliko je bilo že, skratka, načrti so zelo površni, sploh sam pristop urejanju mesta, tudi garaž pod tržnico je zelo površen, nenatančen, nobenih analiz narejenih, niti terena. Kaj pogrešamo? Najbolj pogrešamo, da tukaj dela samo ena grupa strokovnjakov, ne pa ni multidisciplinarnega pristopa. Namreč vse stroke bi morale sodelovati pri urejanju nekega mesta, posebej takega, ki je Ljubljana, ki leži na občutljivem terenu. To je rečni nanos, to je občutljiv teren, prosim, gospod Kovač, a je tako? Ja. No, in bi morali biti tudi hidromehaniki, geologi, biologi, skratka, tako kot sem rekla, vse znanstvene veje, vse stroke bi morale sodelovati, ne pa samo ena grupa strokovnjakov okrog Jankovića. Tako da, to bi zaenkrat povedala. No, hvala lepa. Jaz bi seveda rad, da bi še gospod Prelovšek povedal še kaj o stadionu, kar prav gotovo bi lahko. Rekel bi pa tole. V pismu vladi, ki ga je napisal Zbor za republiko, je tudi omenjeno, da je Slovenska akademija znanosti in umetnosti izrazila svoje stališče glede tržnice in glede stadiona. V obeh primerih Slovenska akademija znanosti in umetnosti meni in zatrjuje, da bi bilo treba ohraniti stanje, kakršno je sedaj za tržnico, nobenega posega v tržnico. Glede stadiona je pa stališče akademije, da bi Pečečnikov projekt pomenil popolno rušenje Plečnikov spomenika. Toliko sem hotel še jaz dodati. Zdaj, če imate še vi kaj mogoče, ampak zdaj... Ja, mislim, da tukaj je bilo povedano dosto, se pravi, gre za interese zasebnika oziroma zelo ozke skupine na račun, mislim, celo naš vseh. To se pravi, družbeni javni interes je tukaj popolnoma zapostavljen. To se je dogajalo že, mislim, pri vseh teh zadevah. Zdaj je treba poudariti, da štadion ne podpirata niti spomeniško varstvo, obnove štadion, niti ICOMOS. ICOMOS je mednarodna organizacija spomeniškega varstva, katerega del smo tudi mi, in na ICOMOS-u so pač odklonili to podporo. Jaz tega pravzaprav ne razumem, razumem pa to, da je treba spomeniško varstvo pri nas temeljito reformirati. Sicer se bodo dogajale take stvari, kot se dogajajo recimo z biserom Plečnikove arhitekture, to je cerkev na Barju, kjer jo popolnoma nespametno obnovijo, kjer pravzaprav namesto tistih, mislim, betonskih cevi, ki so bile včasih na stopnišču, dajo neke valje, kar zgubi svoj smisel, da not dajo v stavbo, dajo neke zavese, kakršne jih uporabljamo v kuhinji, da naredijo novo spovednico, ki jo nihče tam ne rabi, da porežejo vso vinikot, ki je rasla ob, mislim, te stavbi,
In to so pač stvari, ki jih delajo samo barbari in diletanti in pa spomeniško varstvo pri nas pravzaprav. Jaz ne vem, zakaj nikogar ne vprašajo. Jaz sem konzulent za vse stvari, kar se dogaja na Češkem s Plečnikom. Po moji zaslugi so na Češkem, ko so predlakovali celo 3. dvorišče, se pravi glavno grajsko dvorišče, so upoštevali moje mnenje, da so stvari uštevilčen in so jih dali nazaj na tak. Zdaj, da pišem, mislim, to se pravi, že spet soglasja k obnovi trga pred cerkvijo, Plečnikovo cerkvijo in tako naprej. Jaz ne vem, tukaj me nihče ne vpraša, vse se dela brez mene, ne rečem, da sem jaz edini, ampak vsaj lahko rečem, da sem edini, ki te stvari pozna res do konca. To sem hotel reči. Hvala. A so še kakšno vprašanje, pa komentarji? Ja, prosim. Jaz bi imela en komentar, Mojca Škrinjar, mestna svetnica, svetniške skupine, ki ves čas trajno nasprotuje tržnici pod garaži pod tržnico. Imam tudi eno informacijo, pri Valdorski šoli na Streliški ulici je bil zgrajen prizidek s telovadnico, ki je v kleti. Po mojih informacijah, to so zanesljive, tam udira voda noter in morajo imeti črpalke, zato da lahko ob vsakem večjem dežju, ko se voda nabere, to izčrpajo. Prva voda, ki je pa bila, seveda je pa uničila tisto telovadnico po tleh, tako pač pod, kako vse tisto, kar je bilo na višini vode. In to je najbrž tudi tisto, kar ste vi prej govorili o vodi, ki bi se lahko utegnila nabirati v garažni hiši. Ob tem povem tudi, da naša svetniška skupina nasprotuje temu posegu tudi zaradi tega, ker gre za davkoplačevalski denar in sicer bo tako drag projekt, ki hkrati še ne bo nič ohranil, tako drag projekt bo prinesel stroške na eno parkirno mesto v višini enega manjšega stanovanja. In zato temu ostro nasprotujemo, hkrati pa menimo tudi, da bo verjetno nastal nek fiasko, tako kot je tam v tej telovadnici. Ne vem pa, telovadnica je nekoliko manjša od tega in tudi nižja, kako je tukaj predvideno. To je pač moja informacija. To je na Streliški ulici prizidek, sicer lep prizidek Valdorski šoli, ampak telovadnica ima pa res neugodno lego zaradi te podzemne vode, oziroma te vode, ki udrejo ven vsakič ob nalivih. Se na Kongresnem trgu. Hvala lepa. A je še Jaz bi sam pripomnil, da kakor vem, so planirane 4 ali pa 5 etaž garaže pod tržnico. To se reče vsaj 3 metre pod gladino Ljubljanice, v najnižjem vodostaju. Tako da je to in vrhu tega je to prodnat teren, kjer je zelo težko graditi, to se rušijo stene, to ni recimo kompaktna zemljina, katero se da lepo kot sir odrezati, ampak to se vse ruši. Hvala lepa. Še kakšen komentar? Marjan Vešlega je Radio Slovenija. Jaz bi vas pa samo vprašal, kaj vi mislite, a vi verjamete, da ta tržnica da bo županu pa mestni oblasti uspel to narediti, ali mislite, da so vendarle možnosti, da do tega ne bo prišlo? To sprašujem zaradi tega, zato ker očitno je med, recimo tudi vlada proti tej tržnici, največja vladna stranka, tudi ostale stranke pa... Ja, poglejte, jaz tega ne morem komentirati, jaz ne vem, kaj bo v prihodnosti, tukaj torej ne bomo napovedovali tega, bomo pa videli. Vprašanje pravne države. Ja, to sem pa povedal prej. Ali bo naša sedanja vlada spoštovala vse slovenske in mednarodne pravne akte, če jih spoštuje, niti eden, niti drugi od teh projektov ne bi smel biti izveden. In mnenje najvišje kulturne in znanstvene ustanove SAZU se enostavno ignorira. Ja, hvala lepa, to je popolnoma res. Zdaj se pa, kje so naše vrednote, kje je naša pravna država in tako naprej. Je v vprašanju, bomo videli kaj. Še kaj? K temu, če lahko še dodam, poglejte, koliko je drugih pomembnih projektov, ki so res pomembni za Ljubljano.
pokrito kopališče Kolezija, se vleče. Veliko stvari je, no. To so tudi mestni svetniki izpostavili SMC-ja, ne mislim, tudi oni, da so drugi projekti, ki so bolj pomembni. Ampak Janković sili prav v garaže pod tržnico, za tržnico govorim, ne, mi mislimo, ne, mi, ki se pogovarjamo med seboj, mislimo, da samo zaradi hotelov. Da je to edini razlog. Še kaj? Ja, potem se vam pa zahvaljujem za udeležbo, eni so že šli in hvala lepa in nasvidenje prihodnjič.